Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Slovenski planinski muzej v Mojstrani letos praznuje 10 let delovanja. Ob tej priložnosti ga je obiskal tudi predsednik države Borut Pahor. Kot je izpostavil, je muzej v kratkem času uspel najti svoje mesto v slovenski muzealni krajini in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, tradicije alpinizma in gorništva na Slovenskem, pa tudi za vzgojo o varovanju narave. Z mojega osebnega gledišča zato, ker naslavlja slovensko planinstvo, gorništvo in alpinizem širše, tudi za vzgojnim vidikom. Vse, ki pridejo v muzej, nagovori za željo, da bi to čudovito hribovje in gorovje, ne samo v Sloveniji, v Alpah in sicer, ostalo tako, kot je, da bi ga lahko uživali novi rodovi, ki ga bodo obiskovali. Mi smo dolžni za to skrbeti. Hkrati pa nadaljuje eno ljubezen do gora, ki je urojena v slovensko srce. Ne pozabimo, Triglav je eden redkih simbolov, ki ne razdvaja. In to veliko pove o naših vrednotah, ki so nenazadnje tudi povezane z planinstvom, z gorništvom, z alpinizmom. In nenazadnje tukaj lahko morda tuji gostje še enkrat slišijo za občudovanja vredne dosežke slovenskega alpinizma v svetu. Z njim smo se Slovenci proslavili. Jaz sem imel to čast, da sem odlikoval vrsto ljudi, ki so te dosežke prinesli v Slovenijo. Imel sem čast, da sem lansko leto gostil odpravo, ki je praznovala 40. obletnico vzpona na Mount Everest. Vse to daje temu muzeju en močan pečat. Ljudje, ki skrbijo zanj in vsi drugi, tudi Kranjskogorska občina, Jeseniška, si zaslužijo v tem smislu zahvalo in pohvalo. Vodstvu in ekipi muzeja je Pahor izročil pisno zahvalo predsednika republike za opravljeno delo, željo, da bi enako skrbno to pomembno poslanstvo opravljali še naprej. Ja, priznanje pomeni v bistvu sigurno eno nagrado za preteklo delo, seveda pa tudi v bistvu pomeni obljubo, ki moramo dati, da bo tudi prihodnost tako uspešna. Kranjskogorski župan Janez Hrovat verjame, da bodo skupaj s politiko, Planinsko zvezo Slovenije in drugimi organizacijami znali muzej nadgraditi. Zato so potrebni volja, energija in vizija, je poudaril Hrovat, ki je prepričan, da bo muzej tako uspešen še nadaljnjih ne le 10, ampak 100 let. Oživela je torej ideja o izgradnji druge faze muzeja, ki je bila že prvotno načrtovana. Temu so naklonjeni tudi na Ministrstvu za kulturo. V Nordijskem centru Planica imajo dve novosti. Predstavili so novo športno igrišče za disk golf, ki so ga postavili v sodelovanju s Frisbee zvezo Slovenije. V snežnem tunelu pa so predstavili še drugo novo aktivnost v centru, zimsko olimpijsko panogo curling. Ledeno stezo v snežnem tunelu so postavili v sodelovanju s Curling zvezo Slovenije. Gostu je treba ponuditi, saj to je vizija Planice, da se ponudi aktivno preživljanje prostega časa, da se tiste pasivne goste nekako zvabi k aktivnosti, zato sledimo temu in dodajamo možnosti preživljanja prostega časa aktivno. V tem času, ki je malo čuden čas, smo izkoristili in smo dodali dve aktivnosti v ponudbo, in sicer disk golf in pa curling. Tako da to je nekako treba biti prilagodljiv, ne glede na to, da so časi morda malo drugačni, kot smo jih bili do zdaj navajeni. Možnosti imamo, Planica je res velik odprt prostor z velikim potencialom, tako da verjamem, da bomo tudi še nadgrajevali. Disk golf je igra, ki je zelo podobna tradicionalnemu golfu, le da namesto udarjanja žogice v luknjo mečemo frisbee oziroma leteči disk v košaro. Igra je najbolj prepoznana v skandinavskih državah, v Sloveniji pa vse bolj pridobiva na priljubljenosti. Nordijski center Planica tako sledi strategiji ponudbe aktivnosti, ki so edinstvene in jih ni moč preizkusiti na vsakem koraku. Gre za najbolj personalizirano igrišče v Sloveniji, saj zgodba v celoti sledi nordijskemu športu. Igra predstavlja pravi izziv za celo družino, skupino prijateljev ali team building dogodek.
V Planici pa imajo obiskovalci torej tudi še edinstveno priložnost, da se preizkusijo v curlingu in doživijo zimo sredi poletja. Curling je odlična igra za družine, medgeneracijske spopade, merjenje med prijatelji in znanci. Nad videnim je bil navdušen tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Čestitke, navdušen. Sploh ne vem, kaj bojo še počeli, toliko imajo. Jaz mislim, da vsaka nova stvar je plus, tako da čestitam. Gremo, zdaj le probamo, pa mislim, da bo tudi to ena od stvari, ki bojo ljudje zavili v to dolino, da bi se poskusili v njej. Zaveda se, da je Planica veliko ime in reklama za dolino. Planica je kar velik kamen v tem našem mozaiku, se zavedamo, jo podpiramo, v bistvu sodelujemo in sigurno ena glavnih prvih tudi tržnih in promocijskih aktivnosti je v bistvu čez Planico že od nekdaj potekala. Da je ves čas treba iskati novosti, je prepričan vodja nordijskega centra Planica Jelko Gros. Ko se plas ustavi, je ponavadi tako, da ga težko poženeš naprej. Zato je ves čas treba misliti o tem, o novostih, o tem, da poskrbiš za tistega obiskovalca, o katerem sem prej govoril, se pravi obiskovalca, ki se vrača v Planico. In ko on vidi, da naslednjič lahko pride na disc golf, pa mogoče na curling, potem imamo takoj 3-4 skupine, ki jih lahko tržimo. To so na eni strani družine, ki lahko medgeneracijski spopad naredijo, na drugi strani so, bom rekel, gostilniške debate, kdo je boljši, pa so že tukaj lahko na igri in na koncu tudi za podjetja je to odlična priložnost za en team building, kajti namenjeno je res vsem. In ko neka novost disc golf se pojavi v prostoru, si vsak reče, ja, tukaj frisbee sem v otroštvu že metal, ampak na koncu porabiš točno toliko energije kot profesionalni igralec, on vrže enkrat močno, ti pa večkrat po malo manj, na koncu sta pa oba dva enako energetsko potrošila. Sicer so v Planici z letošnjim obiskom izjemno zadovoljni. Po juniju, ko je res samevala Planica, se je nekako slovenski narod zbudil, se je sprostil in so zelo dobro obiskali Planico. Mi smo z obiskom zadovoljni, ljudi tukaj je dovolj, malo bolj zahtevni so ljudje, kajti za svoj denar hočejo korektno več kot pa tujca, ker tujce pride odštempljati, pri nas se pa vračajo in zaradi tega smo zelo zadovoljni z obiskom. Vsaka novost v destinaciji je dobrodošla, tudi za hotelirje, ki posledično lahko ponudijo več. Z letošnjo sezono so zelo zadovoljni, saj je občina Kranjska Gora trenutno druga v državi po številu unovčenih bonov. Tega se veseli tudi največji ponudnik namestitev v dolini, Hit Alpineja. Kranjska Gora je polno zasedena, nekje 3/4 gostov beležimo Slovencev, dobra polovica njih plačuje z boni, potem so pa ostale narodnosti iz tukaj bližnjih trgov, predvsem Italija, Nemčija, potem Madžari, Čehi in tako dalje. Slovenski gost je še vedno na prvem mestu, še poudarja Sajovic. Kranjska Gora že tradicionalno beleži slovenskega gosta na prvem mestu, tako da imamo izkušnje z domačo klientelo, jo tudi zelo cenimo in tudi v bodoče si želimo še višjega deleža. To tudi pospešujemo na način promocije recimo same zimske sezone že sedaj, poleti. Podarjamo tudi naš svoj bon, se pravi gosti, ki pridejo v Kranjsko Goro, v naše hotele, pokoristijo turistični bon, jim damo za naslednje bivanje pod nekimi pogoji gratis svoj bon in s tem tudi želimo razpotegniti sezono na celotno leto. Tako v Planici kot Hit Alpineji poudarjajo, da je sodelovanje med različnimi akterji v destinaciji ključnega pomena za dolgoročen uspeh. To se je predvsem izkazalo v teh kriznih časih, saj je goste treba nagovarjati s celostno ponudbo. Prihajajoči konec tedna bodo v Mojstrani na Dovjem in v Radovni zaznamovali tradicionalni Aljaževi dnevi, na katerih bodo znova poskrbeli za različne kulturne okuse vseh generacij.
Spoštovani ljubitelji kulture, lepo povabljeni na letošnje 28. Aljaževe dneve, ki bodo, kar lahko rečemo, nekoliko drugačni. Pa ne samo zaradi korona obdobja, o katerem govorimo praktično vsak dan, ampak tudi zaradi nekaterih sprememb, za katere smo se odločili pri organizacijskem odboru za Aljaževe dneve. Jakob Aljaž kot glasbenik bo rdeča nit. Jakoba Aljaža poznamo po njegovem delovanju na različnih področjih in ker bo 4-dnevno dogajanje prepleteno večinoma z glasbo, smo se odločili, da bomo Jakobu Aljažu namenili tudi to vrstno priložnost. Veliko je napisal v svojem času, veliko je ostalo za njim tudi pesmaric in ostalega in tako tudi današnji zbori in solisti pripevajo njegove pesmi. Ena izmed novosti je tudi ta, da smo letos namenili tudi otrokom in mladim družinam delček našega dogajanja. Dogajanje se bo tudi spremenilo, kar se tiče lokacije. Eno od dogajanj bo namreč v našem Triglavskem gaju v Mojstrani oziroma v parku, kot radi rečemo domačini. Držimo se tudi ideje, da damo na vsakih Aljaževih dnevih nekaj priložnosti domačinom, ki stopajo na svojem področju oziroma so tudi širši javnosti bolj zanimivi. Spremenili smo tudi tradicionalni, tako imenovani gustelno pohod iz sobotnega na nedeljsko dogajanje. Tudi na Dovško babo ne bomo več odhajali, kajti prehodili smo jo po dolgem in počez in skupaj s planinskim društvom Dovje Mojstrana in Gorsko reševalno službo Dovje Mojstrana smo se odločili, da bodo letos pohodniki odšli na Lukno oziroma ob primeru slabega vremena po poti Triglavske Bistrice v smeri Doline Vrat. Pa pojdimo po vrsti k dogajanju letošnjih 28. Aljaževih dni. V četrtek, 27. avgusta, vas vabimo v Slovenski planinski muzej na predavanje o Aljažu, Kugiju in Finžgarju. Kustosinja in pedagoginja Slovenskega planinskega muzeja Neli Štular bo nadaljevala temo lanskega leta o Aljaževcih. Tokrat o tem, ali je Aljaž poznal Kugija in Finžgarja. Petkovo dogajanje 28. avgusta se bo začelo malo drugače. Aljaževe dneve bomo namreč letos pospremili z razstavo izdelkov skupine za ročna dela pri Kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana, ki bi morala biti že v času pred velikonočnimi prazniki, pa žal zaradi vsem znanih razlogov ni bila izvedljiva. Domače mojstrice ročnih del bodo svoje izdelke postavile na ogled v priodrski sobi Aljaževega prosvetnega doma na Dovjem, na ogled pa bodo v petek popoldan od 18. dalje in v soboto ter nedeljo. Osrednja gostja petkove prireditve v Aljaževem prosvetnem domu bo domačinka iz Mojstrane, harfistka Leto Križanič Žorž, ki sodi v sam vrh slovenskih glasbenic in glasbenikov, nastopa na slovenskih in tujih odrih, na petkovem večeru pa jo bomo najprej skozi klepet malo spoznali in izvedeli nekaj več o njeni karieri, nastopih, nagradah in načrtih. Potem pa nas bo vse skupaj popeljala v svet glasbe in umetnosti s svojo harpo, s krajšim koncertom, ki bo zagotovo posebno doživetje za vse ljubitelje tovrstne glasbe in tega čudovitega in enkratnega inštrumenta. V sobotnem programu 29. avgusta, kot rečeno, sta dve prireditvi namenjeni predvsem otrokom in družinam. Že dopoldne ob 10. vabljeni na lutkovno glasbeno gledališko predstavo za otroke Stara dedkova harmonika, v kateri bova igrala domača igralca Leona in Marcel Gomboc. Skozi predstavo sodelujejo tudi otroci in če bo lepo vreme, bodo najmlajši uživali na trgu Olimpijcev v Mojstrani, spoznali 3 vrste harmonik, diatonično, klavirsko in orglice, ne bo manjkalo tudi plesa, petja in zabave. Sobotna koncerta, popoldanski mali trizvok in večerni trizvok bosta v Mojstrani. Koncerta bosta izvedena pod umetniškim vodstvom Sebastiana Bertonsla v izvedbi priznanih slovenskih glasbenikov. Naj povem z velikim veseljem, da smo pridobili s strani NIJZ-ja tudi soglasje za 150 obiskovalcev na sobotnem osrednjem dogajanju, za vse ostale prireditve pa 50. V nedeljo vas vabimo, da dan preživite v Vratih. Dopoldne bo gustelno pohod, popoldne pa koncert in sveta maša. Pohodnikom in obiskovalcem bodo na razpolago prevozi z vozili domačih društev. Za gustelno pohod v Vratih bodo potrebne predhodne prijave, že zjutraj pa bo organiziran prevoz. Vstop na vse prireditve ob predhodnih prijavah je prost. Se vidimo na 28. Aljaževih dnevih. Za vse prireditve bo letos v primeru slabega vremena rezervna lokacija Aljažev prosvetni dom na Dovjem, z izjemo nedeljskega, ko bomo v primeru slabega vremena dogajanje, ki naj bi bilo v Vratih, preselili v podružnično cerkev svetega Klemena v Mojstrani.
Naj še enkrat poudarim, da se bo treba držati navodil in pa seveda napotkov Nacionalnega inštituta za zdravje. V imenu organizatorjev Kulturno-umetniškega društva Jaka Rabič Dovje Mojstrana, v sodelovanju s Turističnim društvom Dovje Mojstrana, Slovenskim planinskim muzejem, Župnijo Dovje, Planinskim društvom Dovje Mojstrana in društvom GRS, vas vse skupaj vabimo torej v kraje pod Triglavom na 28. Aljaževe dneve. Drage gledalke in gledalci, poglejmo še, kaj nas čaka v prihajajočih dneh. 11. seja občinskega sveta občine Kranjska Gora bo v sredo ob 17. v dvorani Ljudskega doma v Kranjski Gori. Na dnevnem redu so med drugim odlok o drugem rebalansu proračuna za letošnje leto, soglasje k imenovanju direktorice Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in letno poročilo Komunale. Društvo invalidov občine Kranjska Gora vabi člane v četrtek 27. avgusta v Izolo na prijetno druženje in ribiški piknik, pa na panoramsko vožnjo z ribiško ladjo po slovenski obali. Možno bo tudi kopanje v morju. Ogledali si boste morski akvarij v Piranu, seboj pa že zdaj opozarjajo, vzemite zaščitne maske. Prijave pri poverjenikih zbirajo najpozneje do torka 25. avgusta. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!